Za zdaj je jasno, da bodo avstrijski OMV, italijanski Eni, hrvaška INA, britanski Med Oil Gas in ameriški Marathon Oil na Jadranu zasedli 10 od 29 raziskovalnih območij, ker bodo v kratkem začeli z vrtanjem v morsko dno. Eno od območij bo tudi v severnem Jadranu, neuradno nedaleč od Piranskega zaliva. Ne le hrvaški, tudi slovenski ekologi projektu nasprotujejo. Ne pozabi, da smo tukaj v zaprtem morju, malo, bi rekli, tokovanem, turističnem, plitvem. Dejansko gre za potopljen kras. Torej, vsekakor jaz upam, da bo naša država toliko vplivala glede na te konvencije, kot so barcelonska in druga, da se ta zadeva že na začetku ustavi, torej že v fazi raziskav. Nasprotno menijo na Fakulteti za pomorstvo in promet, kjer na to temo proučujejo različne vidike in morebitne posledice. Glede na to, da so črpanja nafte že zelo standardizirani, zelo napredni postopki, ker je vloženo ogromno tudi finančnih sredstev in tehnologije, jaz ocenjujem, da ta tehnologija ni nevarna, za okolico, vsaj seveda ne, če se bo izvajala na ustrezen način. V tem območju Jadrana je že preko 100 črpališč, kjer črpajo plin. Raziskave, ki so jih v preteklih letih izvajali Norvežani, so pokazale, da je vrtanje v morsko dno ob upoštevanju novih tehnologij ekonomsko upravičeno. Morebitno črpanje nafte pa ne odpira le okoljevarstvenih vprašanj. S hrvaško odločitvijo se zdaj ukvarja tudi slovensko zunanje ministrstvo, ki meni, da sosedje posegajo tudi še na nerazmejeno območje. Pred dnevi se je v zvezi s črpanjem nafte oglasilo tudi Ministrstvo za okolje. To Hrvaško poziva, naj našo državo skladno z mednarodnimi konvencijami vključi v postopek čezmejne presoje vplivov na okolje.